Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Ne zavidam velikokrat, ampak zdaj le zavidam čisto vsem tistim, ki vam je uspelo tole zimo nekako ali pa vsaj do sedaj prebiti brez gripe, brez morda kakšne hujše viroze, tako kot se je meni to zgodilo. In ko sem se pripravljala na tole oddajo, sem pravzaprav ugotovila nekaj, da že samo en teden, recimo nekega takega težkega stanja, namreč ta prehlad je bil pri meni precej zoprn. In kako zelo sem bila po tednu dni naveličana. Po drugi strani pa, glede na to, da se bomo danes pogovarjali o sladkorni bolezni, sem se spraševala, kaj bi bilo, če bi dobila bolezen, kot je sladkorna, ki bi trajala pravzaprav od danes pa vse življenje. In postalo me je strah. In takrat sem ugotovila, da sem pripravljena še več storiti, da jo lahko preprečim. Kajti jaz zaenkrat, hvala Bogu, še imam to možnost. Marsikdo je nima več. No, pa konec tele moje osebne zgodbe. Z nami v studiu je gospa asistentka doktorica Jelka Zaletelj, doktorica medicine, specialistka diabetologinja, dela pa na Inštitutu za varovanje zdravja in na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Pozdravljeni, gospa. Poglejte, malo sentimentalno sem začela, ampak če pomislim, kako zelo sem bila sitna in tečna in naveličana biti bolna in potem, recimo, tale oddaja, dobiti sladkorno bolezen. Dejansko je sladkorna bolezen doživljenjska. In življenje z njo je nekaj, ki je ena zadeva, kar je z dneva v dan bolj zahtevno, ne manj. Tako da opora bolnikov s sladkorno boleznijo dejansko mora segati v vsakega od nas, ki se s to boleznijo srečujemo profesionalno ali pa v našem osebnem življenju. Sladkorna bolezen tipa 2 je poleg tega tudi napredujoča. Skratka, kako danes gleda, na kakšen način jo danes zdravimo, je lahko stvar zelo začasna in se lahko tekom naslednjih mesecev ali let to spremeni in bo potrebno drugačno zdravljenje, potrebni bojo mogoče tudi drugačni prehranski ukrepi. Tako da dejansko je življenje za sladkorno boleznijo tipa 2 eno veliko breme za bolnika in za njegove bližnje. Poglejte, govoriva o sladkorni bolezni tipa 2, pomeni, da obstaja tudi tip 1. Kakšna je pravzaprav tista bistvena razlika in zakaj se bova midve danes prej kot tipu 1 posvetili tipu 2? Sladkorna bolezen tipa 2 je tista bolezen, ki je mnogo bolj razširjena. Približno 90% vseh obolelih ima sladkorno bolezen tipa 2. Povezana je z nezdravim življenjskim slogom, ki se odraža predvsem v čezmerni telesni teži in debelosti. To je bila svoje čase sladkorna bolezen zrelejšega življenjskega obdobja, zdaj pa se glede na prehranjevalne navade pojavlja tudi že pri otrocih in mladostnikih. Tako da sladkorna bolezen tipa 2 je tudi tista, ki jo lahko preprečimo z zdravimi življenjskimi navadami in skrbjo za telesno težo. Sladkorna bolezen tipa 1 pa je bolezen, pri kateri pride do popolne odpovedi delovanja trebušne slinavke v relativnem kratkem obdobju in je praviloma že od njenega prvega dneva potrebno zdravljenje z inzulinom. Ni povezana njena pojavnost s telesno težo in je tudi ne znamo preprečiti. To se pravi, če pogledava takole, glede na to, da vsi vemo, da je sladkorne bolezni zelo veliko, da napreduje, da je pravzaprav vse več, to je neko strahotno breme, breme naj si bo za posameznika, breme za zdravstveno blagajno, breme za celotno družbo, to so izpadi iz dela, tu so bolni ljudje, tu so nenazadnje nezadovoljni ljudje, kajti zagotovo kakovost življenja zelo pade, ko dobiš sladkorno bolezen. Pravzaprav, po drugi strani pa spet, če jo lahko ali preprečujemo ali pa zadržujemo na nek način, da se kasneje pojavi ali manj drastična, pa se človek vpraša, zakaj pa vendarle nismo pripravljeni storiti več? Glede vzpodbujanja zdravega življenjskega sloga se ta pravzaprav nagovarja tisto, kar mi v resnici smo in kako vsakodnevno živimo. Dejansko je veliko informacij okrog nas o tem, kako naj bi izgledal zdrav življenjski slog, vendar so mnoge od teh informacij očitno podane na tak način, da nas ne dosežejo.
Tako da osnovna stvar, ki bi jo jaz na začetku povedala, je to, da moramo tako zdravniki, medicinske sestre, kot tudi vsi, ki pošiljamo v javnost sporočilo o zdravem življenjskem slogu, najti načine, kako bomo v tem lahko uspešnejši. Tako da bi vrnila žogico nazaj vsem profesionalcem, ki se pač s tem ukvarjamo in dejansko treba je najti neke druge načine. Po drugi strani pa osebam, ki so ta sporočila namenjena, je dejansko treba sporočiti, da to je nekaj, kar nagovarja njihov vsakdan, mogoče njihove tudi osebne vrednote, kako nekaj jemljajo in da tiste informacije, ki jih lahko sprejmejo v svoj nov, drugačen način življenja, da to naredijo jutri, ampak da naredijo v tem smislu en majhen korak. Poglejte, na vsezadnje težko je, ne? Prvič, sladkorna bolezen ne boli. To je prva stvar. Ponavadi reagiramo zelo hitro, če nekaj boli. Takrat smo pripravljeni hitro kaj storiti samo zato, da bo nehalo boleti. To je prva stvar. Druga stvar, pa recimo tako, kot pravite, informacije nas dosežejo ali ne. Po drugi strani največkrat si mislimo, no sej ne bo mene doletelo, sej bo doletelo druge. In vendar, ali sladkorna res preži čisto na vse nas? Pojavnost sladkorne bolezni tipa 2 je zapisana v naših genih in se z nagnjenostjo do te bolezni rodimo. Ali se pojavi ali ne in v katerem življenjskem obdobju je odvisno od sklopa življenjskih okoliščin in se praviloma prej pojavi pri osebah za čezmerno težo oziroma za debelostjo. Seveda pa obstaja tudi bolniki s sladkorno boleznijo tipa 2, ki so suhi in ki so celo življenje živeli zdravo. Tako da bi rekla, do posameznika se pravzaprav tudi ta bolezen lahko obnaša krivično. Tako kot ste rekli, sladkorna bolezen ne boli, zato jo želimo odkriti z laboratorijskimi preiskavami. V Sloveniji bo zdaj 10-letnica programa preventive za srčno-žilne bolezni, v sklopu katerega izvajamo tudi zgodnjo diagnostiko sladkorne bolezni in še več odkrivamo tudi osebe z visokim tveganjem za to, da se sladkorna bolezen tipa 2 pojavi. Zato je vsem osebam, ki bodo vabljene na tak pregled, bi rada zelo položila na srce, da se temu vabilu odzovejo, ker je to tudi eden od pomembnih momentov, ko lahko odkrijemo do zdaj neprepoznano sladkorno bolezen oziroma da ta oseba ugotovi, ali jo tudi že preži v bližnji prihodnosti. Kaj pa recimo, koliko je odkrite te bolezni, koliko je neodkrite, kakšne razmerje recimo med moškimi, ženskami, mogoče rekli ste, to ste že povedali, da naj bi se pojavljala kasneje, da pa pravzaprav že sega po mladostnikih. Pravzaprav, kaj se dogaja s sladkorno boleznijo? Se razvija tako kot virusi? Ja, življenjski slog pač moderne dobe je že segal vsak kotiček tudi v Sloveniji. Zato lahko rečem, da je pojavljanje sladkorne bolezni prisotno v vseh življenjskih okoljih. Je pa ena zelo zanimiv podatek zdaj iz nedavnih analiz se izkazal in sicer, da v veliki meri zdaj obolevajo ljudje v mestih. Kaže, da je to pomanjkanje gibanja, ki mu mesta niso naklonjena, nekako zelo pomembno prispevalo tudi k temu, da je sladkorne bolezni več. In recimo v mestih tudi nekako ne pomaga, da si bolj izobražen ali pa da imaš več denarja, imaš vseeno večje tveganje za sladkorno bolezen. Se pravi, tudi denar, če tako rečem, v mestih ne brani pred sladkorno boleznijo. Zavestno se je treba odločiti za to, da v svoje življenje vključimo več gibanja. Potem drugi, seveda moški spol, sicer je več moških, ki zbolijo za sladkorno boleznijo tipa 2 in še posebej pri moških se vrh pojavnosti sladkorne bolezni pomika že tam proti 50-55 let, kar pomeni, da že sega v delovno dobo. Tako da zdaj zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni in pa ustrezno zdravljenje že tudi pomeni, da med našimi ljudmi skrbimo za to, da bodo oni lahko polno delovno aktivni.
ker seveda zdravljenje sladkorne bolezni je povezano z velikimi stroški. Vendar je to z vidika tega, da je to pomembna bolezen ljudi v delovnem obdobju, predvsem tudi vlaganje v to, da bomo še naprej imeli družbo, ki bo lahko polno delovno produktivna. Ja, in dejansko, če takole pogledava, zakaj je v porastu mogoče med moškimi? Veste, imate tu kakšne podatke? Oziroma, kako je to v Evropi, če primerjamo Slovenijo? Smo že dosegli pravzaprav te civilizacijsko bolj razvite države ali še ne? Ali je tu tudi recimo razmerje med spoloma približno enako? Glede moških iz analiz, v bistvu socioloških ved, kaže, da je način sprejemanja informacij v smislu spodbujanja zdravega življenjskega sloga pri moških drugačen kot pri ženskah. In očitno je način, kako smo do zdaj nagovarjali ljudi, bolj ustrezen za ženski spol kot za moški. To je čisto v smislu, kako uspemo prodreti v posameznika. Tako da tukaj bi jaz rekla, da je zavedanje to, da imamo različna ušesa, izjemno pomembno, ne samo po spolu, ampak tudi. Zdaj, to je odgovor na to, zakaj smo v bistvu slabši v preprečevanju sladkorne bolezni in v promociji zdravega načina življenja ravno pri moških. Zdaj, kako pa dosegamo evropske države? To, kakšna je neka osnovna pojavnost sladkorne bolezni, je v veliki meri odvisno od genske strukture prebivalstva. Tako da ima v bistvu vsaka država nekako tiste svoje procente, s katerimi začne. In to je res značilnost populacije. To, kako hitro se pa potem ta delež povečuje, to je pa tisto, čemu rečemo civilizacijski doprinos, v tem pa žal zelo, zelo že sledimo tudi vsem evropskim državam, tako da je porast sladkorne bolezni velik. Vsako leto recimo približno 5000 posameznikov na novo prejme zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni. In to je v zadnjih 5 letih se je recimo ta delež podvojil. In če recimo še malo pogledamo, pri zdravem življenjskem slogu je zagotovo tudi zelo pomembna prehrana. Namreč debelost je povezana tako s prehrano kot s premalo gibanja. Ali lahko tudi tu mogoče rečemo, da vendarle nek način, ki bi ga spremenili, ali je to več zelenjave, več sadja, oziroma ali so sladkarije tiste, ki povzročajo sladkorno bolezen? Glede sladkarij obstaja veliko mitov ali pa zgodbica, da tako rečemo, tudi zato mogoče, ko ima sladkorna bolezen besedo sladkor v imenu. Vendar sladkarije same po sebi ne povzročijo sladkorne bolezni. Sladkarije omenjamo kot neko živilo, ki naj bi se ga izogibali zato, ker so energetsko tako bogate. In zato, ker so všečne našemu jeziku, našemu okusu, jih tudi seveda eno škatlo bombonjere, komot pojemo kadarkoli. Tako da zato govorimo pravzaprav o sladkorju, o sladkem in o sladkarijah. Je pa povezava samo preko telesne teže. Skratka, če mi, zato ker uživamo veliko sladkarij in pa seveda tudi maščobno bogate hrane, užijemo več energije, kot jo porabimo, se naša telesna teža povečuje in ta povečana telesna teža pa je potem povezana z večjo pojavnostjo sladkorne bolezni. No, in zdaj, če preideva na zdravljenje, najbrž začne to osebni zdravnik, ki pač ugotovi po krvni analizi višjo vsebnost sladkorja, torej zdaj kaj bomo storili? Tako. To je en zelo pomemben mejnik v življenju zdaj že bolnika s sladkorno boleznijo. Zakaj? Zato, ker takrat se prvič čisto zares sooči s tem, da vse to, o čemer je do zdaj se ga niti ni tako osebno dotikala, postane zelo njegova stvar. Tukaj mislim predvsem na zdrav življenjski slog. In to, ko se zgodi, da se sladkorna bolezen pojavi, lahko skupaj z zdravnikom in medicinsko sestro speljemo to zelo v dobro smer, ker rečemo, ok, zdaj pa tukaj možnost, da nekako
preverimo, prevetrimo, dobimo novo energijo, zato da boste res poskušali najti na svoj način, ampak vendarle bolj zdravo obliko oziroma način življenja. Lahko pa seveda to ta oseba razume kot kazen. Saj se nisem cel življenje nič pazil, zdaj se mi je pa tole zgodilo. In v tem momentu je zelo pomembno, da zdravniki in medicinske sestre, ki pridemo v kontakt s tem posameznikom, zaznamo to njegovo krivdo, ki si jo je sam naprtil, ker bolnik, ki nosi s sabo nahrbtnik krivde, zelo težko res sodeluje v zdravljenju sladkorne bolezni, še posebej, če gre za spreminjanje življenjskega sloga, ki se pa res dotika našega vsakodnevnega življenja. Tako da takrat je zelo pomembno, da se pove dejstva, od česa sladkorna bolezen je odvisna, od česa ni, in pa tudi še vedno velja, da to je pač do danes je bilo tako, imamo pa možnost, da je od tega trenutka naprej pa tudi drugače. Tako da to je tak ključen moment, kjer mi ponujamo bolniku možnost, dajte živeti še naprej tako, kot ste do zdaj, povejte mi, kaj vam je pomembno, jaz vam bom pa pomagal približati tiste ukrepe, ki so pa nujni za to, da bo vaš sladkor vseeno v redu. Skratka, povejte mi, kako živite, in jaz vam bom dala informacije in tudi zdravila, če bo treba, za to, da bo vaš sladkor v redu. No, in zdaj sva pri zdravilih. Zdravila, najprej tablete, ampak potem pa tisto, česar pa pravzaprav se vsi bojimo. Injekcije in to vsak dan, špikanje v prstih, preverjanje krvi. Ja, se pravi, zdravljenje z zdravim načinom življenja je osnova zdravljenja tekom celega trajanja sladkorne bolezni, pri čemer se poznavanje prehrane je pomembno z dveh vidikov. Eno je glede energetskega vnosa, zato ker tipično gre za osebe z preveliko telesno težo. Skratka, te informacije in te veščine mora oseba dobro obvladati. Po drugi strani je pa dobro, da pozna tudi sestavo prehrane v zvezi z ogljikovimi hidrati, zato ker določeni načini zdravljenja pač zahtevajo tudi specifičen način prehranjevanja v zvezi z ogljikovimi hidrati. Potem tablet je pač res veliko razredov, uporabljamo jih lahko kot eno vrsto zdravila, praviloma pa je zaradi napredujoče narave bolezni, se pravi trebušna slinavka ves čas propada, treba slej ko prej dodati še eno zdravilo, morda tudi tretje. In v teku sladkorne bolezni tipa 2 bo zagotovo napočil tudi trenutek, ko bomo telesu mogli nadomeščati to, kar mu manjka, se pravi inzulin. Zakaj? Zato, če mi želimo, da s tableti uspešno uravnavamo krvni sladkor, je poleg ustreznega življenjskega sloga potrebno tudi, da se v telesu nahaja vsaj nekaj notranjega inzulina, se pravi inzulina, ki ga naša lastna trebušna slinavka še izdela. Kadar je pa ta količina pač mnogo premejhna, takrat pa tudi tablete ne pomagajo več. To recimo bolniki povejo tako, se jaz tudi, če nič ne jem, pa imam vseeno visok sladkor. Inzulin je namreč en tak ključek, ko odklene celico, da gre lahko sladkor noter in skrbi za to, da se celice seveda ustrezno prehranjujejo. Po drugi strani pa takrat, kadar pojemo nek obrok, da ta porast sladkorja po obroku ni prevelik, da se ne, če povem čisto polaično, ne okvari stene žil, ampak da gre v zaloge, se pravi tja, kjer telo spravlja tiste viške glukoze, ki nastanejo po obrokih. In vse te naloge inzulin pri zdravem človeku opravlja tako, da se pač izloča iz trebušne slinavke. Pri sladkornem bolniku tipa 2 najprej malo pomagamo trebušni slinavki z ustrezno prehrano, potem s tableti, in ko te kombinacije ne zadoščajo več, je potrebno zdravljenje z inzulinom. Način zdravljenja z inzulinom ponovno prilagodimo posamezniku. Lahko zadošča zdravljenje za eno injekcijo na dan, lahko je potrebnih 5-6 injekcij na dan. Tukaj je zelo pomembno, da ko se zdravnik in medicinska sestra pogovarjata z bolnikom, da zelo upoštevamo, na kakšen način bolnik živi zdaj in tudi na kakšen način želi živeti.
Zanimivo je, da ko se z bolnikom začnemo dogovarjati za meritve krvnega sladkorja doma, to je pač zbadanje v prst, da pride kapljica krvi, to se da na en tak trakec, ki je v enem aparatku in ta potem smeri, kakšna je koncentracija krvnega sladkorja, da je zato velik interes ponavadi, sploh zato, ker pospremimo to z razlago, na kakšen način bomo te meritve uporabljali, se pravi, kako bo bolnik vedel, kaj naj zdaj naredi, ko bo neko vrednost izmeril, a je ta prava ali ni in če ni, kaj je treba narediti. Po drugi strani je pa to zelo boleče, seveda, to je ena najbolj bolečih stvari na našem telesu in tukaj bolečina ni nikoli izpostavljena kot problem. Kadar pa pride neka oseba prvič v kontakt z idejo, da bi pa le bilo potrebno zdravljenje z inzulinom, pa se to povezuje z bolečino. Dejstvo pa je, da so igle, ki jih uporabljamo za dajanje inzulina, dolge tam 5 do 8 mm, skratka nekaj zelo kratkega, tudi izjemno tanke so in da zabadanje te igle praviloma v trebušno gubico mnogo manj boli kot zbadanje v prste. Zanimivo, pa človek se bolj boji injekcije. Tako, zato verjetno, ker pod injekcijo vsi predstavljamo tako pa stekleno po možnosti, pa tako iglo. Tako kot nam prijemljajo. V inzulinskem zdravljenju je seveda šla tehnologija že zelo naprej, tudi inzulin dajemo z enimi takimi, mi rečemo peresniki, izgleda tako kot en kuli, kjer se pač nastavijo enote inzulina. Skratka, kaj hočem reči, ko bolnik pride v situacijo, da mu ponudimo inzulinsko zdravljenje in pogosto izjemno odleže, ko jim že kar pokažemo, kako to zgleda, ker so vsi tisti strahovi kar izhlepijo. Zelo redko pa je strah pred iglo, tista je že pravzaprav fobija, se pravi nerazumen strah pred iglo, ampak tudi zato moram reči, v diabetologiji smo se vendarle tokrat srečali, da in zdravniki, medicinska sestra ponavadi poznamo ta nežno soočanje z neko tako fobijo in tudi moram reči, da so to največje zmage, ko potem taka oseba vendarle sprejme zdravljenje z inzulinom, pa ni to zmaga naša, ampak predvsem zmaga pacienta, ker je se toliko veliko ukvarjal s sabo in svojimi strahovi, da je to sprejel. No, in seveda, če sladkorna bolezen ni zdravljena, ima določene hude posledice. Ker bova midve imeli čez mesec dni približno še eno tovrstno oddajo, kjer bova govorili o sladkorni bolezni tipa 1 in ker nama zdaj le že malo časa zmanjkuje, bi predlagala, da pravzaprav čisto zelo na kratko samo še opišete zaplete, več o tem pa potem v prihodnji oddaji. Ja, visokrvni sladkor poškoduje steno žil in povzroča zaplete, kronične zaplete sladkorne bolezni, povzroča okvaro oči, okvaro ledvic, okvaro oživčenja in prekrvavitev stopal, ki lahko vodi v amputacije in pa povzroči tudi pospešeno aterosklerozo, se pravi pospešeno poapnitev žil, ki peljejo v srčno kap, možgansko kap in mašenje večjih žil po nogah. Zato, da te zaplete sladkorne bolezni preprečimo, je potrebno učinkovito zdravljenje ne samo krvnega sladkorja, ampak tudi krvnega tlaka in krvnih maščob. In ta trojček skupaj, in če temu priključimo še prenehanje kajenja, je pa tista v bistvu bomba zdravja, ki jo privoščimo vsakemu bolniku s sladkorno boleznijo. In recimo, če se nekdo res drži teh navodil, če recimo dobro oskrbuje svojo sladkorno bolezen, a sem se prav izrazila? Super. Tako, če jo dobro oskrbuje, ali je potem veliko možnosti, da pride do zapletov, ali pravzaprav lahko rečemo, da boš nekako preživel to svoje življenje brez amputirane noge ali brez slepote. Ja. Z takšnim zdravljenjem mi lahko zelo uspešno znižamo verjetnost, da bi se tak zaplet pojavil. Tako da v 4 letih preprečimo polovico okvar na drobnem žilju, se pravi oči, ledvica, okvara oživčenja. V 8 letih za polovico znižamo verjetnost za pojav srčne in možganske kapi in zoženih velikih žil po nogah in pa v nekak 14 letih za 20% znižamo smrtnost bolnikov s sladkorno boleznijo. Seveda neko tisto osnovno tveganje pa še vedno ostaja
In za ta primer je pa predvsem pomembno, da tudi če se ti zapleti pojavijo, lahko z uspešnim zdravljenjem to napredovanje zapletov upočasnimo, oziroma takrat, ko pride lahko tudi do tistih najhujših posledic, da tak bolnik ne ostane sam, ampak smo mi še vedno ob njim in mu poskušamo pač z stanjem, kakršna bolezen pač je, živeti čim bolj polno in kakovostno življenje. Hvala lepa. Nasvidenje. Hvala tudi vam.